Pozdravljeni! Zopet je čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo skupaj pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat bomo našo pozornost usmerili k 4 različnim sklopom novic, čeprav boste kaj hitro videli, da so vse novice nekako odmev na dogodke iz velike nagrade Velike Britanije. Nekateri izmed teh odmevov so celo povezani med seboj. Kolikor bo nekdo izmed vas želel pogledati, kaj piše v seveda citiranih izvirnikih, ima kot ponavadi vse bližnjice navedene v samem opisu. Da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Na začetku moram priznati, da ko sem zasledil članek na spletni strani Race Fans 5.7., pravzaprav nisem mogel verjeti tistemu, kar sem videl. Mattia Binotto je izjavil, da odločitev, da Charlesa Leclerca niso vpoklicali v bokse ob obdobju zadnjega varnostnega avtomobila, je bila v bistvu odločitev zdrave pameti. Namreč po njegovem naj bi bil Charles Leclerc v podobni situaciji kot Lewis Hamilton na veliki nagradi Abu Dhabija v sezoni 2021. Sedaj se začenjam spraševati, ali smo mi, navdušenci, pravzaprav spremljali isto dirko kot Mattia Binotto. Namreč v tistih pogojih je bila odločitev tovarniške ekipe Mercedesa pravilna. Namreč Max Verstappen je zmagal zaradi tega, ker je Michael Masi priredil postopek ponovnega štarta dirke, kjer ni upošteval navodil, ki so strogo zapisana v seveda športnem pravilniku. In upam, da tu ni dvoma, kajti tudi FIA je priznala, da na tistem postopku ni bilo izvedeno vse tako, kot je zapisano v takratnem pravilniku. Zato je bil Masi tudi odstranjen in seveda pravilnik spremenjen. A na veliki nagradi Velike Britanije smo videli čisto drugačno situacijo, kjer primerjava s finalom sezone 2021 nima nič skupnega. Razen tega, da voznika, ki sta bila na vodilnem mestu v obdobju varnostnega avtomobila, na koncu dirke pač nista zmagala. In zato mislim, da Mattia Binotto v tem primeru išče samo neke izgovore. Izgleda, da hoče opravičiti odločitve, ki so jih sprejeli na komandnem pultu Ferrarija, čeprav bi bilo bolje ali biti tiho ali enostavno priznati napako. Napake se dogajajo vsakomur izmed nas. Kar je bolj zanimivo v vsej tej zgodbi, je tisto, kar sem zasledil na spletnem portalu motosport.com 4.7. Namreč Charles Leclerc si želi vpogled v komunikacije med boksi Scuderie Ferrari in bolidom Carlosa Sainza mlajšega, prav zaradi tistega postanka. Vidi se, da se je morda med Leclercem in Ferrarijem nekaj zlomilo. In verjetno po vseh teh napakah tudi Charles Leclerc nima več tistega potrebnega zaupanja v strateške odločitve Scuderie Ferrari. Ampak videli bomo skupaj, kako se bo zgodba nadaljevala. V drugem sklopu se bomo pa ustavili ob izjavi Christiana Hornerja. To sem zasledil na spletni strani znane italijanske revije Autosprint 5.7. In Horner tu potrjuje, da mu ni jasno, zakaj pri Scuderii Ferrari so naredili tak izbor glede Charlesa Leclerca, kot ga so. Namreč po svoje je hvaležen Scuderii Ferrari, kajti pri Red Bullu res so imeli velike težave,
ampak na koncu, če potegnemo črto, so izgubili, kar se tiče vodilnega Maxa Verstappena, le ubogih 6 točk, kar je sprejemljivo na dane okoliščine. A Horner, kljub seveda svojemu sarkazmu, je tu podal izjemno zanimivo teorijo. Namreč pohvalil je izjemno formo Lewisa Hamiltona, kateri je na prvo menjavo odšel šele v 33. krogu. In Horner same ni pričakoval, da bo Lewis Hamilton prišel na progo s pnevmatikami hard. Dejal je, v 33. krogu bi morda bil celo pravi trenutek za prehod na pnevmatike soft. Ko bi res napravil nekaj izjemnega in verjetno prišel tudi do zmage. Zanimiva teorija, o kateri nisem razmišljal, in čeprav dvomim, da bi lahko Lewis Hamilton v nekem znosnem ritmu prepeljal tistih približno 20 krogov, je videti, koliko vnaprej razmišljajo strokovnjaki, ki so prisotni na sami progi. Sicer ne vem, gre le za provokacijo strani Hornerja ali res vprašanje, katero se mu je porodilo med samim spremljanjem dirke. Ampak vseeno kaže na to, da imajo prisotni na sami progi, vsaj nekateri, neko mišljenje, ki je lahko nivo ali dva višje od tistega, ki ga imamo verjetno v večini primerov mi navdušenci. Marsikdo izmed vas je verjetno zapazil spremembe v samem športnem pravilniku. O tem smo lahko prebirali 3.7. na spletnem portalu GP Blog. Gre najprej za spremembo v temperaturi samega goriva. In to je ena izmed tistih zadev, ki gre izjemno na roko prav Red Bullu. Namreč od sedaj naprej velja, da ukolikor je zunanja temperatura zraka nad 30 stopinj, lahko ohladijo gorivo na 20 stopinj Celzija, ne glede na koliko je temperatura, lahko je 31 ali 40. Namreč do sedaj je veljalo pravilo, da mora biti temperatura goriva 10 stopinj Celzija manj od tiste zunanje. In to je izjemno pomembno, kajti v letošnji sezoni imamo 10% bioetanola pri mešanega gorivu. In ko je bila temperatura goriva višja, je ta komponenta začela hlapeti in se je ločila iz mešanice. In tako raznim ekipam povzročala težave. Pri Red Bullu so nekako lobirali za to spremembo, ampak potrebno je bilo prepričati Ferrari. In tudi tu so uspeli z novo spremembo v športnem pravilniku. Sedaj v režimu Parc Fermeja se lahko menjajo tudi komponente pogonskega sklopa z novejšimi različicami. Predtem, ukolikor bi kaj takega poizkusili, bi to pomenilo obvezen štart iz pit lane. Sedaj bo to mogoče, ampak le v primeru, da se v bolid Formule 1 vgradi novejšo različico, kar gre seveda v korist skuderije Ferrari. In tudi o tem smo lahko brali 30.6. na uradni spletni strani Formule 1, f1.com. Še en primer, kako tudi v zakulisju Formule 1 se nekako trguje s temi spremembami, se nekako išče podporo in konec koncev lahko doseže take pogoje, ki so eni ali drugi ekipi v veliko prednost. Tudi zaradi tega velja, da ekipe, ki imajo močno politično zaslombo, lahko dosežejo marsikaj. Pa pojdimo k našem zadnjem sklopu. Za konec pa še tematika, o kateri smo na kanalu Badgers Way govorili pred kratkim. 5.7. smo lahko na angleški, ampak tudi italijanski verziji portala motorsport.com prebrali izjemno zanimivo izjavo Carlosa Sainza mlajšega.
Namreč ta trdi, da ni hotel videti posnetka nesreče Žuja na veliki nagradi Velike Britanije, dokler dirke ni bilo konec. In pravzaprav pred nekaj dnevi smo govorili o pravem pogumu voznikov Formule 1. In tu nam je Sainz v bistvu potrdil mnogo tistega, kar je bilo navedenega v samem prispevku. Namreč Sainz se je nalašč izogibal vseh ekranov, ko je bila dirka prekinjena, da le ne bi videl, kaj se je v resnici zgodilo. Vedel je, da nekaj hudega, drugače dirke kot take ne bi prekinili. Ampak po drugi strani moramo razumeti njegovo situacijo. Namreč marsikomu se lahko zdijo taki trki zanimivi, poživijo situacijo, ampak po drugi strani vozniki Formule 1 so tisti, ki v šasiji sedijo pripeti in dobesedno letijo proti zaščiteni ali nezaščiteni ograji. In torej razumemo lahko Sainza, zakaj ni želel videti tistih posnetkov. To bi lahko vplivalo na njegovo koncentracijo in seveda tudi na kasnejši rezultat dirke. Zato smo tudi znova dobili neko potrditev, da morajo vozniki pravzaprav najprej premagovati oni strah pred samo nesrečo in samo poškodbo, kar je konec koncev razumljivo in človeško. A lepa potrditev teorije, o kateri smo govorili pravzaprav pred kratkim. In to je tudi zadnji sklop za današnji hitri komentar novic. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.